gospa. Kam bi jih investiral? Nimam pojma. Kam bi jih uložil? Bi želeli investirati, pa ne veste, kako začeti. Večja, kot je nakupna količina, manjšo ceno za gram plača kupec. Kako začeti, če nimamo predhodnega znanja in kakšno je lahko tveganje? Mislijo, da bojo začeli s $1000 in bojo naredili milijone. Pač zadeva ne gre tako. Ne bo ti prinesel milijonov, ampak lahko ti prinese 50 000 evrov, ne? Trgujemo lahko na več načinov, najpogosteje kar s pomočjo telefona. To je 30 sekundah, pravimo lahko nakup delnice. Kaj, če imamo samo 1000 evrov? Je to dovolj, da začnemo investirati? Na trgu so vedno priložnosti in tudi pasti. Edina stvar, ki jo ne moremo kupiti, je čas. Zato je pomembno, da začnemo zgodaj. Moje osnovno vodilo je, da skočim na vlak pred ostalimi in skočim iz vlaka pred ostalimi. Denar hranimo na bančnih računih. 25 milijard evrov imamo v depozitih. To pomeni, da ima vsak Slovenec v povprečju 12.500 evrov na bančnem računu. Kar 90 milijard evrov pa imamo v nepremičninah. Če bi leta 2011 v Ljubljani kupili stanovanje, bi za povprečni kvadratni meter odšteli 2200 evrov. Naša naložba bi se v 12 letih skoraj podvojila. Največji donos pa bi imeli, če bi stanovanje kupili na obali. Verjetno tudi zaradi slabih izkušenj v preteklosti vlagamo predvsem v nepremičnine in denar hranimo na računih. Ljubljanska borza je s trgovanjem začela že v času Jugoslavije, še pred zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki smo ga sprejeli kmalu po osamosvojitvi. Pred letom 90 še ni bilo veliko aktivnosti. Zaposleni so trgovali predvsem z valutnimi pari, se spominja Branko Drobnak, ki je med prvimi v Sloveniji ustanovil borzno-posredniško hišo Poteza. Po letu 90 so ljudje dobili certifikate, državno premoženje smo razdelili. In seveda ljudje so hoteli prodati te delnice, ker niso bili navajeni na vrednostne papirje. Čim prej unovčimo, tem boljše. Vendar določeni posamezniki so vedeli, kako dragoceni so lahko delnice podjetij. Moja mama pa moja oče nista razumela, sem rekla, dej, tele certifikate mi čim prej unovči v denar. Logično, ne? Tisti, ki so bili pripravljeni tvegati tudi na bosanskem delniškem trgu, ki je obljubljal velike donose in v vrstah stati za delnice NKBM, so izgubili denar. Zaupanje v delniške trge in investiranje je dokončno zamrlo v času globalne gospodarske krize. To je bil tudi začetek trpljenja slovenske ekonomije. Če bi mi zdaj poskusili z državnimi obveznicami, bi morali precej napeti mišice, da bi prepričali prebivalstvo, da bo kupilo obveznice, ki bi jih izdala slovenska država. Milijard evrov vsak delovni dan kroži med Tokijem in New Yorkom. Redki se zavedajo obsega globalnega finančnega viharja, zapletene finančne mreže, polne priložnosti in tveganj. Lahko imate eno največ 2 službi, vendar lahko imate neskončno število takšnih avtomatov, ki vam prinašajo vsak dan dodatni zaslužek. To je citat najbolj znanega vlagatelja v zgodovini, 92-letnega Warren Buffetta, 5. najbogatejšega zemljana, vrednega kar $120 milijard. On seveda ni kupoval teh avtomatov, vlagal je v podjetja. Prve 3 delnice je kupil že pri 11 letih, v času druge svetovne vojne. Warren Buffett in njegov poslovni partner, 99-letni Charlie Munger, sta še vedno aktivna na finančnih trgih. Kljub visoki starosti v domači Omahi, glavnem mestu zvezne države Nebraska, vsako leto organizira srečanje za vlagatelje. Letos je prišlo 40 000 investitorjev iz celega sveta. Med njimi je bila tudi Slovenka Neža Monk. Tudi Warren Buffett mi je dal idejo, da lahko z investiranjem ustvarim nekaj na dolgi rok. Iščemo v bistvu podcenjene delnice na trgu. To pomeni, da iščem delnice podjetij, ki še vedno dobro poslujejo, ampak so bila nekako trenutno spregledana in trenutno po moji oceni trgujejo pod njihovo realno vrednostjo. Študentka biotehnologije se je za finance začela zanimati v času covida, ko so predavanja potekala na daljavo. Opazila je, da so trgi izrazito padli. Tvegane razmere je razumela kot priložnost in začela je vlagati prihranke. V 2020 sem naredila 126%. Jaz sem postala kot popular investor leta 2021 in od takrat trenutno pač kopiram moj portfelj 3300 ljudi.
investitorjev. Ja, pa mojim objavam pa sledi že tako več kot milijon ljudi. Sodelovanje v svetu investiranja ni več omejeno na privilegirane. S pametnimi napravami in dostopom do globalnih finančnih trgov imamo vsi priložnost postati del uspešne zgodbe. Ne glede, ali vlagate v zlato, surovine, delnice ali kriptovalute. Ljudje so že v prejšnjem sistemu razumeli, kaj pomeni, če oplemenitiš kapital. Naložbeno zlato je oblika investicije, ki se še vedno podarijo ob rojstvu, krstvu in podobno, pripoveduje Valentina Konrad, svetovalka za investicije v plemenite kovine. Stranke za namenom obdarovanja običajno posežejo po gramaturah od 1 do 5 gramov, cena se pa za te gramature giblje od 70 in pa vse do 310 evrov. Več gramov kupite, boljša je cena. Za dolgoročno investicijo ponujejo zlato palico, ki je sicer bolj podobna zlati opeki. Stranka za 1000 gramov plača 58 evrov za gram in če to primerjamo z 70 evri, ki jih stranka plača za 1 gram, je cena seveda nižja. Zlato velja za varno naložbo, seveda zgolj tisto s certifikatom. Zamenjati denar za kos zlata je za mnoge vlagatelje psihološko lažje, kot če denar zamenjajo za vrednostni papir ali celo digitalno kodo. Sicer pri vlaganju v zlato dolgoročno nastanejo tudi stroški hrambe, saj imeti zlate palice doma predstavlja dodatno tveganje. Nihče pa vam ne more jamčiti, da boste za zlato dobili več kot takrat, ko ga kupite. V obdobju od leta 2000 do danes se je cena za 1 gram naložbenega zlata povečala za približno 588%, če pa pogledamo obdobje zadnjih 15 let, pa približno za 300%. Vse je odvisno, kdaj pravite nakup. Poglejmo prvi graf, ki predstavlja strmo rast. Če bi zlato kupili septembra 2000 in ga prodali 11 let kasneje, bi resnično zaslužili okoli 600%, kar predstavlja 6-kratni vložka. Torej iz 10 000 bi ustvarili 60 000. Poglejmo drugi graf. Če bi zlato kupili leta 2011 do danes, ne bi zaslužili ničesar. Danes je cena enaka kot pred 12 leti. Lahko pa pokažemo še tretji graf. Kaj bi se zgodilo, če bi zlato kupili leta 2011, ko je bil na vrhuncu in bi ga po 5 letih želeli prodati? Izgubili bi skoraj polovico vloženega denarja. Zlato kot investicijo lahko kupite tudi kot vrednostni papir in ne zgolj v fizični obliki, razloži upravljalec premoženja Simon Skubin, ki upravlja sklad za investicije v surovinske delnice. Cena se giblje glede na ponudbo in povpraševanje. Tudi če več ljudi kupi zlato, se to v končni ceni v resnici ne bi preveč poznalo. Glavni kupec zlata, ki vpliva na ceno zlata v svetu, so dejansko centralne banke. Neka fizična oseba lahko kupi par kil, mogoče, če je res konkretno premožna, neka centralna banka pa par ton, in to je velika razlika. Surovinski cikli trajajo od 10 do 15 let. Težko pa je napovedati, ali bodo v prihajajočem obdobju centralne banke zlato kupovale ali prodajale. Vlagate lahko tudi v druge zanimive surovine, nafto, les, bombaž, kavo, trenutno je vroča žemljica uran. Tudi sam sem recimo investiran v fizičnem uranu. Ko rečeš fizično uran, to ne misliš dejansko, da bi imel doma kos urana? Ne predstavljam, kako bi to izgledalo, ampak... Ne, to ni zdaj kot pri zlatu, obstajajo določeni skladi na borzi, ki si jih lahko kupite kot neke vrste indeksni sklad. Oni so v bistvu skladišči namesto tebe fizični uran, ki se potem uporabljajo. V Sloveniji je odprtih nekaj več kot 88 000 trgovalnih računov, izpostavi Karmen Pogorevc, vodja za razvoj in prodajo na Ljubljanski borzi. Še pred letom 2020 jih je bilo več kot 100 000. Se mi zdi predvsej tisto, ko enkrat koga kače piče, da se boji zvite vrvi, ker trgi so vse pobrali, sploh v tujini, bom rekla, slovenski indeks se ni toliko pobral kot pa tuji, ampak kdor je imel, bom rekla, želodec, pa mogoče gledal stran, da je prešel to krizo, je lahko tudi zelo lepe donose prenesel naprej. Vrednost Krkinih delnic je v zadnjih 5 letih zrasla za 200%. Vložen denar se je podvojil. 5-letna naložba v Petrol je prinesla 33% donos, prav tako investicija v delnice NLB. Če pa bi leta 2018 kupili delnice Telekoma, bi izgubili tretjino vloženega denarja. Pretekle donosnosti ne garantirajo
prihodnje in tudi to so ljudje gledali, kaj je največ zraslo, dajmo zdaj to vnaprej, a ne. Je treba vseeno še pogledati, koliko pač podjetje dela, a ne. Podobno kot pri ameriškem indeksu S&P 500 lahko z eno naložbo investirate v ETF, ki sledi slovenskemu borznemu indeksu SBI Top, v katerem je 9 podjetij. Mislim, da je z največjim deležem vsekakor Krka, sledijo pa Petrol, NLB Zavarovalnica, Triglav po deležih. In to je sigurno dober način, da vstopite in ste povezani s slovenskim trgom, da ni treba recimo vam kupiti 5 različnih delnic, kupite en ETF, a ne. Košarico celo že, ja, drži. Danes na trgu stopajo drugačni vlagatelji kot tisti, ki so bili v začetku 90-ih prisiljeni vlagati. Mladi imajo znanje in informacije, ideje o nakupih in prodajah delijo na družbenih omrežjih in skupaj kot skupnost iščejo priložnosti. Če bi imel v žepu 10.000 evrov in bi jih želel plemenititi v 1 milijon evrov, bi moral kupiti te delnice v tem časovnem obdobju. Če bi kupili delnice Coca-Cole pred 49 leti, če bi kupili Disney leta 1980, če bi kupili McDonald's pred 39 leti, če bi kupili Nike leta 90, če bi kupili Microsoft pred 29 leti, če bi kupili Amazon leta 2003, če bi pred 15 leti kupili Netflix in če bi 10.000 evrov pred 10 leti vložili v Teslo, bi danes imel 1 milijon evrov. Vse so to super zgodbe in so res take zgodbe, ki jih marsikdo bi lahko jel, ker to so res največje firme, ki vsakodnevno upravljamo. Ampak za vsako tako zgodbo je 50 drugih, ki so propadli. Tako da jaz bi rekel, ja, fajn je nekako investirati tisto, kar poznaš, ampak še vedno treba biti previden. Ameriška borza se odpre ob 3:30 popoldne in zaključi s trgovanjem ob 10 zvečer po našem času. Delnice rastejo in padajo od ponedeljka do petka, pojasni analitik Nikola Maljković, ki finančne trge spremlja že 20 let. Jaz, ko se zbudim, takoj prva stvar preverim novice, kavica in mene to pač veseli in najlepše je to, ker vedno se dogaja. Vedno nekaj novega, vedno je ta mentalni trening, kaj se bo zgodilo v prihodnje. Skupaj s Simonom Skubino vsak teden analizirata dogajanje na svetovnih trgih, kot da gre za intelektualni šport, vendar nikoli ne dajeta finančnih nasvetov, kaj kupiti ali prodati. Recimo, če bi te zgradiral za 20%, verjetno bi ti rekel, super, ne? Kam nakažem dan, ne? Ampak vemo, da tako ne delujejo finančni trgi, nič ni zagotovljenega. Največja lastnost, po mojem, vsakega božnega investitorja je to, da zna držati ego pod kontrolo. Ker tudi v tem trenutku, ko skoči, mislim, da si zelo blizu temu, da boš kaj izgubil. Vlaganje v kriptovalute se pogosto razume kot visoko rizično špekulativno investiranje, ker so tržna nihanja lahko zelo velika. Leta 2013 bi za Bitcoin odšteli manj kot 100 evrov, novembra 2021 je dosegel ceno 56.000 evrov, to je več kot 500x v 8 letih. Novembra lani je bil vreden 16.000, od takrat je vrednost skoraj podvojil. Poleg Bitcoina in Ethereuma obstaja na stotine zanimivih projektov, ki temeljijo na blockchain tehnologiji. Največji zaslužek je bil z manjšimi kovanci, se pravi za projekti, ki niso bili toliko znani, dobil sem 30x. Poznamo neke kovance, ki so v zadnjih 3 mesecih naredili tudi krat x tisoč. X tisoč pomeni milijon iz tisoč vloženega. Matija Balantič že več let uspešno trguje s kriptovalutami in verjame, da bodo investicije v blockchain tehnologijo v naslednjih letih še izrazito večje. Ena dobra niša v kriptosvetu je insurance oziroma zavarovanje, kjer lahko vi zavarujete svoje imetje, ki ga imate na določeni menjalnici. V primeru, da neka menjalnica propade, vam oni garantirajo, da boste dobili svoja sredstva v določeni višini nazaj. Kriptosvet je tik pred tem, da bo reguliran. Ko na menjalnici pravi denar zamenjate za kriptokovance, postanete lastnik unikatne kode. In to kodo lahko prenašate med menjalnicami ali pa si jo nakažete na svojo denarnico. Postopek je lahko tehnično zelo zahteven. Lahko navedete napačen naslov prejemnika, ki je prav tako zgolj koda, ali pa transakcijo opravite na napačnem omrežju in izgubite dragocene kovance. Jaz poznam kar nekaj zgodb,
ko so ljudje to predstavljali in so v bistvu uporabili napačno network ali pa napačen naslov in v bistvu so te kovance ostali nek v zraku in jih ne morejo dobiti nazaj. Po nekih neuradnih podatkih se govori, da je več kot 10% bitcoina izgubljenega točno zaradi tega. Za razliko od delnic in borznega trgovanja je kripto na prodaj 24 ur na dan, vse dni v tednu, tudi praznike. Kriptomenjalnice omogočajo nakup kovancev tudi z vzvodi. To pomeni, da vam za krajši čas posodijo denar za investiranje. Torej, če imate zgolj 100 evrov, lahko z vzvodom 100x trgujete, kot da imate na računu 10 tisočakov. In v bistvu s tem vstopimo v trg, ne, in v bistvu naredimo če porabimo vzvod 50 ali pa 100x, na 1% je 100x 100% profita na naš vstopni kapital. Ne. Večji zaslužki pomenijo več tveganja, pravi profesionalni kriptotrgovec Reni Markovič. Če kriptokovanec z vzvodom pade za zgolj 1%, se bo naša investicija zmanjšala za kar 100%. Vse lahko v hipu izgubimo, tudi če cena zelo malo zaniha v napačno smer. Jaz bom rekel za nekoga, ki bo porabil 2 do 3 ure na dan, ne, res disciplinirano vsak dan, se učil in tako, pač zgodba traja 1 leto sigurno. Ne. Trgovanje z delnicami, kriptovalutami ali surovinami poteka po enakem postopku. Nakup ali prodaja se odpravi glede na fundament podjetja ali glede na tehnično analizo. Pri fundamentu iščemo delnico, ki jo boste kupili za dlje časa, ker je glede na knjigovodsko stanje trenutna vrednost podjetja podcenjena. Spremljate denarni tok, prihodke, dobiček, zadolženost, donosnost. Pripravljeni ste investirati za dlje časa, da se cena dvigne. To osnovno strategijo uporablja tudi Warren Buffett. Investiram na dolgi rok, to pomeni, da ne kupujem in prodajam pozicij po vsak dan, vsak teden. Drugi način trgovanja izhaja iz tehnične analize. Trgujemo lahko le za nekaj minut ali več dni. Zanima pa nas, ali smo v naraščajočem ali padajočem trendu. Pri trgovanju je možnost, da smo bolj, da večkrat zgrešimo, ne, kot pa zadajemo in smo na koncu še vedno profitabilni. Vsak si lahko ustvari lastno strategijo trgovanja, ki mu odgovarja na način življenja. Trguje lahko vsak dan ali zgolj kakšno uro na teden, mesec. Reži minuse, probaj imeti izgube zelo majhne in nekako toliko dolgo bodi v trgu, da preko slediš uspel najti neko dobro zgodbo, ki ti bo pač ustvarila nek zadovoljiv dobiček. Dobra priložnost je lahko tudi investicija v zagonsko podjetje ali več njih. Gre za naložbe v tvegani kapital. Bolj kot vlagatelj ste v vlogi poslovnega partnerja, ki podjetju z dobro idejo zagotovi začetni denar, pojasni Nina Dremelj, predsednica Kluba poslovnih angelov Slovenije. Koliko je minimalni vložek? Mi začenjamo nekje med 15 do 20 tisoč evri na investitorja na investicijo. Med 3 do 8 let ali pa tudi 10 let, dok pride do izhoda iz naložbe. Te multiple, mi govorimo o multiplah oziroma return on investment, so lahko tudi do 30-kratnik investicije, lahko so 5-kratnik, lahko so 10-kratnik, zelo odvisno. Na poti do finančne svobode je ogromno tveganj. Zlato pravilo pa je, da trga nikoli ne zapustiš. Warren Buffett je prve delnice kupil pri 11 letih in še vedno aktivno investira.